Jure, zakaj v ponudbi nimate mank? Ja, I want zanimivo answers. vprašanje. Light novel. Ja, tudi to, no. Ja. Ja. I want answers. Mi, a ne, se pravi, mange je v bistvu, bi bilo treba, se pravi, za prnas rabaš imeti v angleščini jih, a ne? Ja, mislim, nimaš lahko bi založb, ki bi prodajala. Lahko bi lokaliziral, a ne, Ja, ampak lahko bi jih. Je nekako Kenny Alchemist, na primer. to pomeni, ne vem, pač velik denarja, okay. Pomeni, for sure. se pravi, rabaš imeti velik kapital, da bi to začel, a ne. In se da, a ne, mislim, če bi imel veliko kapitala, bi lahko to, kar je taka stvar, se mi zdi še tudi v teh časih, da bi mogoče se dala, ne. Čeprav je zdaj te telefoni so neskončno bolj zanimivi, kakor da boš ti bral strip. A vse lahko narediš digitalno verzijo, kar je še cenej, pravzaprav, kakor tiskati To papir. pa ni isto. Okay. okej. To pa ni z tega stališča, kako boš to monetiziral, pa če čist neki drugega. Okay. Ja. In se verjetno ne splača. Ampak, se pravi, to je zdaj pustimo, ampak mi to takrat nismo nikoli v to se spustili. Smo pa razmišljali za angleške, a ne? In angleške naslove je bilo v bistvu težko dobiti, zaradi tega, ker so angleške založbe, ki so to delale, so tudi začenjale šele, a ne? No, oni niso imeli nabora, da bojo recimo naredili, ne vem, One Piece, a ne? In bojo zdaj držali to na zalogi, ne vem, 500 prvih delov ali pa tako, a ne? Oni so pač lepo šli in so jih delali, a ne, po vrsti. In niso starih številk zmanjkalo. Reprintali, ne. Ja, pač, ne vem, vsake toliko časa so, a ne? So. Mislim, One Piece je imel 20 reprintov, ampak Ja, veliko pač v vseh velik teh franšiz letih, pa a ne. a ne, Ampak ja. zdaj govorim Ja. o življenjski dobi enega produkta v trgovini, a ne? Se pravi, če mi hočemo v trgovini startati One Piece, a ne, rabimo imeti, ne, zdaj, ko se šele bralci pojavljajo, a ne, rabiš imeti številko ena nekaj časa, a ne, zato da pač se ti, da lahko nove, ne moreš čez noč, a ne bojo vsi začeli čez noč brati, a ne. In takrat je bilo to zelo, zelo težko tako dobiti, a ne, ker je pač, pa ne sam tako prvo številko, ampak tudi cele serije, a ne. Ne vem, zdaj so delali recimo One Piece, a ne, pa so pa One Piece nehali, pa so šli neki drugega, a ne. In pa ne so se čez čas šele takrat, a ne, v teh časih. In je bilo to v bistvu tako zelo težko in ti si se raven recimo odločil, zdaj bomo pa mi to mango suportirali, a ne, ko so pa oni že prešaltali na eno drugo, a ne, ker so malo pauze si naredili, a ne. In bolj se je pa dal meniti plus, a ne, da to niso bile neke, mi nismo prišli tam pa rekli, zdaj bi pa mi paleto številke ena vzela, ne. Ampak je bilo to par kosov rabiš, a ne. In bolj je bilo recimo za nemške, a ne, tam je bilo več možnosti, ampak nemške so pač res Nimaš bralstva nezanimive. tukaj, nimaš bralstva. No, potem je pa mogoče v bistvu, na mejah, ampak, potem se je pa razvijalo to, ne, je pač čas teku in so v bistvu tudi te založniki angleški rastli in so se potem vklopili v knjižne sisteme, a ne, tudi v Angliji. No, in ko se je to zgodilo, je pa smo mi takrat tudi, da bomo v to vstopili, je pa takrat pa tudi, ker se je to pojavilo na teh radarju, a ne, je potem tudi Mladinska knjiga se v to spustila. In mi smo takrat pač imeli 10 idej, kaj bi lahko, a ne, in je pač mange so bile, ampak je pač, če se je Mladinska knjiga že lotila, a ne, bomo mi lahko tudi kaj drugega, a ne. Ampak to je spet, to je tisti čas, kakor sem omenil, ko sva, recimo, midva bila še v tistih časih, ko ni imelo, bi rekel, ko ni imelo glavno potrošništvo, še zares ni bilo potrošništvo. Ja, to je bilo zelo nišno. Zdaj pa je pač drug čas, ne. Ja, zdaj pa bolj široko to, a ne, plus da, ne, Mladinska knjiga je pač na svoje limitacije prišla, a ne, pa je to tudi na nekem nivoju
ni se razširil v neskončnost. Ne? Ja, ampak imajo precej večjo ponudbo manj, ne samo na primarnem prostoru, ker je bil konzorcij vedno, ne? Ampak tudi tako v poslovalnicah drugih imajo vedno več ponudbe. Ja. Vmes je tudi zelo stagniral, pa tako ne, so bili različni. Ampak nikoli, mi smo bili pol fokus na druge stvari, no, čisto tako bom povedal. Imeli pa smo željo, tudi je bila pol, tudi smo se z njimi, z Mladinsko knjigo menili, da bi imeli, da bi pri nas se tudi prodajali, ampak takrat je bilo tako, da so vezali to na konzorcij, in niso imeli v svoji veleprodaji tega. Zdaj pa imajo na MK. Pa ne sem manga, light novel, vse mogoče. Ja, samo light novel še ni toliko. Tudi to, pa ne, se pravi, te publisherji, angleški so pač enostavno vedno bolj, so tudi večje založbe verjetno prevzele, in eni so zrasali, eni so druge založbe prevzele in so v bistvu bolj v ta sistem vpeti knjig, in tudi angleške knjige so v Sloveniji postale bolj taka stvar, ker včasih je sam konzorcij imel, pa so to tudi začeli širiti, ker je interes po tem, in je pač to povzročilo, to širjenje, pa tako, kot sta rekla, bolj je postalo to popularno, več ljudi ima. Slovenci so itak vedno brali v angleščini, tako da mislim, da dolg čas Mladinska knjiga ni tega razumela in pol niso niti nabavljali novih stvari, ki so mislili, da se ne bo prodajalo. Vrnemo se na to, kar sem prej rekel, kaj je bilo pri nas na muzeju, bili so ljudje, ki jim to ni bilo všeč, bili so ljudje, ki so pač, da more slovenska beseda biti in slovenska knjiga, niso to znali spregledati, da to ne vpliva, da ni. Če ti enega človeka na branje navdušaš, po tisto, ki mu je najbolj všeč, je pa večja verjetnost, da bo bral tudi kaj kabitirati, pa tudi kakšno slovensko besedo, kakor pa eden, ki pač enostavno je odpor dobil do vsega skupaj, pa sploh ni knjige prijel več po šoli. Juvanka ima knjige samo za okras. On ima dobesedno samo japonske mange. No, pa ne, čak se je Klenega alkimista. Ok, true, je Klenega alkimista, zato ker je v slovenščini. Je drugače, ker zdaj v bistvu veliko beremo, tako relativno, pač po telefoni pa to. Ampak te generacije vmes pa v bistvu niso, in je pa ta literacy padel, so bili ljudje, ki so v bistvu se odučili brati, ker niso toliko časa brali, kaj pametnega, zdaj pač dobro, te telefoni to so spremenili. Pa vseeno ni enako. Sem imel knjigo v roki. Ampak iz stališča branja je vprašanje, koliko ni enako. Ker fora je, da ti tehnično, zdaj to si težko predstavlja tle v teh krogih, ampak če ti ne znaš, je lahko težko ti brati, se pravi, lahko je fizičen napor to, da boš ti en stavek prebral. Na takšen način, taki odpor, to je res. Ker pač ti je muka, ti, ne vem, ko veliko bereš, za razliko od tega, da ko veliko bereš, da tako praktično stran po stran prebereš eno knjigo, lahko v enem dnevu prebereš 300 strani. Vsi delamo, Je to čisto razlika za enega, kar rab pol ure, da bo eno stran prebral. Zato, ker fokusa ni, razmišljanje sploh, pa če to opažam pri mlajši generaciji, zato, ker konsumajo samo format, kot je TikTok in Instagram podobno, se ne morajo sfokusirati na knjigo, ker pač preberijo stran, pa še enkrat preberijo, še razumem. Ker je strnjeno besedilo, to je drugo, Pač format je čisto drugačen, ker je pač veliko več informacij konzumirajo preko pač vizualnega aspekta kot tekstovnega, in ni dosti excited. I guess, da tisti aspekt, ko si moraš nekaj domišljati, izginja. Nisi navajen, ne predstavljaš si. In dokler je ti mehanično ta branje ovira, tudi nimaš časa, da se ti bodo te slike tvorile v glavi. Exactly. Kokor, če si to veš, se ti seveda je
praktično knjigo, ki bereš, je tako, kot da bi film Gradiš si gledal. Včasih je res kot da film gledaš, ko bereš. gradiš si svetove.